Dober večer, spoštovani gostje, na že jubilejni 25. Liricon Festovi Akademiji Poetična Slovenija v Velenju, na slavnostni podelitvi Liricon Festovih vse slovenskih nagrad in priznanj zaslužnim književnim ustvarjalcem, prevajalcem in mednarodnim posrednikom v organizaciji Velenjske knjižne fundacije pod večletnim glavnim pokroviteljstvom Mestne občine Velenje in Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. Festivalne nagrade, častni ambasadorski naslov ter plaketo bodo letos podelili vodja urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Marko Pritržnik. Že četrt stoletja organizacijski in programski vodja Liricon Festa Velenje Ivo Stropnik, glavni in odgovorni urednik Velenjske knjižne fundacije, ki te dni praznuje 25-letnico delovanja. Jožef Kavtičnik, predsednik uprave Velenjske knjižne fundacije. Mednarodno Pretnarjevo nagrado s častnim naslovom ambasador slovenske književnosti pa bo letos v imenu slovenskih književnikov in slovenske kulture podelil izbrani slovenski književnik Tone Peršak, večkratni književni gost Liricon Festa. Prisrčen pozdrav prisotnim Liricon Festovim laureatom iz preteklih let in drugim književnim gostom. Pozdrav predsedniku Društva slovenskih pisateljev Marju Čuku. Pozdrav Andreji Katič, poslanki Državnega zbora Republike Slovenije. Še posebej lep pozdrav dragim gostom Liricon Festa z najdaljšo potjo do Velenja, plesno-performerskim umetnicam z Nizozemske, Sofiji Montenegro, Aleksandri Krapiva, Rozine Langbroek in Buri Podlesnik, ki nam je plesne umetnice pripeljala z Nizozemske v Velenje s predstavitvijo 3 koreografij na temo letošnjega Liricon Festa, Ekce poeta, lega pesnika. Makedonskemu književnemu prevajalcu in dramaturgu Darku Spasovu ter makedonskemu pesniku Gjuku Zdraveskemu. Češki pesnici in književni prevajalki Lenki Kuhar-Danhelovi s soprogom, književnim prevajalcem Petrom Kuharjem. Pozdrav sodelavcu knjižnice dr. Toneta Pretnarja Tržič, Nejcu Perku iz Tržiča, domačem kraju Toneta Pretnarja, po katerem je v njegov spomin poimenovana mednarodna književna ambasadorska nagrada, ki od leta 2004 podeljujemo na Liricon Festu v Velenju. Pozdrav vodji urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Marku Pritržniku in drugim predstavnikom Mestne občine Velenje. V prvi vrsti pa seveda najprisrčnejši pozdrav letošnjim dobitnikom Liricon Festovih nagrad ter nominiranim za osrednjo Liricon Festovo nagrado Velenica Čaša nesmrtnosti za vrhunski 10-letni slovenski pesniški opus v 21. stoletju, ki ste 2-3 dni dragi in cenjeni gostje mesta Velenje, ki je tudi z Liricon Festom že 25 let naklonjeno književniški umetniški ustvarjalnosti. Letošnjo slavnostno akademijo s podelitvijo Liricon Festovih književnih nagrad bosta s krajšim koncertom v 2 delih pospremila 2 dueta, Lusier in Tanta 2. Lusier je duet Simone Kropec in Lucije Laubič-Šorn. Lucija je akademska kitaristka,
Z očetom Srečkom Lavbičem, avtorjem in kitaristom legendarne skupine Kladivo, konj in voda, je usrkavala različne glasbene vplive in jih kasneje vgrajevala v svoja sodelovanja z različnimi glasbenimi skupinami in lastno avtorsko delo. Simona se je po osnovnem glasbenem izobraževanju srečala s celjsko glasbeno sceno, kjer je svoj vokal preizkušala v trših glasbenih zvrsteh, na koncu pa jo je pot pripeljala do sodelovanja z glasbeno skupino Aleteja, ki je v novo oblačila, postavljala glasbeno zapuščino skupine Kladivo, konj in voda. Duet Lusier izvaja akustične priredbe iz zlate dobe slovenske popevke ter uglasbeno poezijo Franceta Prešerna, Svetlane Makarovič in drugih. Tanta 2 je duet Boštjana Sokliča in Vida Sarka. Slovenska akustična skupina Tanta 2 že vrsto let ustvarja avtorsko glasbo na temo domače in tuje poezije ter razvija in popularizira evropsko literarno dediščino. Tanta 2 povezuje različne glasbene žanre na inventiven in originalen način ter v prepoznavni zvočni preobleki ohranja prvinskost ljudske pesmi. Tokrat nam bosta člana skupine Tanta 2 ponudila živopisen zvočni kaleidoskop, sestavljen iz drobcev kontrastnih, a komplementarnih miselnih utrinkov in poetičnih zgodb. Samostojna dueta sta našla skupne niti v sorodnosti glasbenega ustvarjanja in pristopa. Združitev moči na odru prinaša še več zvočnosti in prinaša tudi kaj novega. Ob današnjem zaključku 25. festivala liričnega potopisnika, kantavtorskega in satiričnega občutja samo za vas glasbeni potopis dveh duetov za polepšavo duše, Lusier in Tanta 2. Staro predmestje se plazi mrak, oddaleč se sliši večerni vlak. Mame kličejo mulce z dvorišč, mački oprizajo okrog smetišč. V kuhinjah so se že prižgale luči in prve zvezde nad strehami. Odsotno stopiš na balkon, takrat zaslišiš saksofon. Ta glas iz temnega zlata, pa nimaš pojma, kdo igra, kot on ne ve, kako si ti poln zamolčanih melodij. Zakaj potem še sam ne veš, na lepem ostaneš in kar greš po prazni ulici, kjer majsko noč jasmin dehti. Še sam ne veš, zakaj je tako, da ti je v prsih postalo tesno. Morda se zbuja kak star spomin, mogoče pa je kriv jasmin. Morda preveč omamno diši, da se ti bolj kdaj zazdi. Po 22 je ta svet skovan in kdor je sam, je še bolj sam. A saksofon, večerni mrak, usmerja nežno tvoj korak. Potem pa hipoma zamre in to okno se zapre. A glej, v tišini še igra odmev iz temnega zlata, dokler se vse ne umiri in tvojem srcu vse znoči.
medvedek ne bodi neumen, kako bi jokale steklene oči. Saj sile navadna igračka izpliša, kako naj odtrgana tačka boli. Ne joči, medvedek, ne bodi nasmešen, sam veš, da si le žival iz blaga. Samo žagovina je v tebi, medvedek, in tudi ne moreš imeti srca. Že res nekje daleč tako govorijo, godijo se čudne in krute reči. Mogoče je res, da ljudje se morijo, mogoče je res, da nekje teče kri. A česar ne vidim, tega ne verjamem, in če ne verjamem, potem tega ni. Ne joči, medvedek, neznansko si smešen, kako naj odtrgana tačka boli. Solz v marmor mati, ko belolasi konj te zapusti in lune na grobovih se napase, ne lomi rok, maline trga iz lica. Zazrtav slep korak, ki čez gorek del ti reke gre. Oba rojena sta pod istim svodom in isto dleto muko vajino okuša. Solz v marmor mati, ko belolasi konj te zapusti in lune na grobovih se napase, ne lomi rok, maline trga iz lica. Le da tebi bo obraz razpokal, a ti ostaneš pri vodnjaku. Ne lomi rok, maline trga iz lica. Konj prek morja se poda, konj prek morja se poda. Hvala lepa. Hiša.
useda po rokavih, ob bazenih kužnih rek. Med stolmuni srnovka z netopirjem plane v breg. Bliskih šmarnic solze gruča, škrge ognja rešnjega. Miši repki na obali, nad turbinami srca. Hiše v rutah židanih, sneg pod šapami spoznam. Kopja uprta v bežeče silhuete karavan. Sredi šipka gola deva, gozdni virijo o rosi. Na pomlad se ptica vrne prek poslikanih čeri. Smrt obstala je med vrati, v bisago pljuskne val. Tu bom molil na ploščadi, kjer sta vino in kraval. Hiše v rutah židanih, sneg pod šapami spoznam. Kopja uprta v bežeče silhuete karavan. Hvala lepa. Beli vrvi se vozi v zavetje, jaro krilo ga zdrami. Na jesen škrlato barva cvetje, zopet gnije v omami. Burna plan protje mimo vabi, zdaj za njim želetje štetje. Ko napije k žametni pozabi, ga usoda piči v tretje. Brez grenkobe si hlad in šumenje dežja, pa čeprav je pomlad odšla. Brez grenkobe si hlad, le lepljenje velja, more biti zato je šla. Je srežo deva, na razpelu mož stanuje. Goli brat, mar veš sploh, kam jo greva, bridko ženska sprašuje. Godec Bog vodi guru čudne sreče, vse v eni osebi. Star otrok zanj igrača kocko meče, tli v duše pozebi. Brez grenkobe si hlad in šumenje dežja, pa čeprav je pomlad odšla. Brez grenkobe si hlad, le lepljenje velja, more biti zato je šla. Barva cvetje, zopet gnije v mami. Pisan krog, suho razodetje, na vesoljni
grenkobe si hlad in šumenje dežja, pa čeprav je pomlad odšla. Brez grenkobe si hlad, le lepljenje velja, more biti zato je šla. Hvala Lucier in Tanta 2 za glasbeno uverturo, pozdrav nagrajencem 25. Liricon Festa, ki jih bomo zdaj povabili na Liricon Festov Olimp. Liricon Fest Velenje, festival liričnega, potopisnega, kantavtorskega in satiričnega občutja, rezervat za poezijo, v organizaciji Velenjske knjižne fundacije predstavlja in popularizira umetniško literaturo 21. stoletja, vzpostavlja in širi mednarodna sodelovanja, zlasti z izvirno in prevodno novejšo poezijo, ter premišljevanji o spoznavni in kritični vlogi umetniške literature v evropski družbi in širše. Liricon Fest združuje večletne književne projekte, izvirne in prevodne objave, predstavitve, branja, debatna literarna omizja in refleksije, mednarodna sodelovanja in gostovanja, nagrade in prireditve ter rezidenčna bivanja, s katerimi se je v dosedanjih 25 letih predstavilo v Velenju že več kot 1000 uveljavljenih in uveljavljajočih se slovenskih, evropskih in drugih književnih ustvarjalcev, prevajalcev, strokovnih interpretov, urednikov, mednarodnih posrednikov slovenske literature in jezika drugim narodom, organizatorjev mednarodnih književnih festivalov in drugih poznavalcev ter spremljevalcev umetniške literature 21. stoletja, zlasti novejše poezije ter od leta 2017 programsko pridruženega slovenskega potopisa, vse skozi tudi žlahtnega kantavtorstva, od predlani pa tudi satire in aforistike. Na nocojšnji slavnostni akademiji bomo podelili že 23. mednarodno Pretnarjevo nagrado, letos s častnim naslovom ambasador slovenske književnosti. 20. prevajalsko plaketo Lirikonov zlat za vrhunske festivalne prevode iz novejše evropske poezije. 10. vseslovensko literarno nagrado Krilata želva za najboljši slovenski literarni potopis preteklega leta. Ter 21. vseslovensko vsakoletno književno nagrado Velenica čaša nesmrtnosti za vrhunski 10-letni pesniški opus za odrasle v 21. stoletju in prvič ob letošnji 20-letnici podeljevanja nagrade in predvidoma v bodoče vsakih 10 let jubilejno Velenico čašo nesmrtnosti opus Sumum. Izbrane refleksije na temo letošnjega Liricon Festa, poezija in druga besedno-umetniška literatura 21. stoletja med stigmo in blaženostjo, ekce poeta, lega pesnika, oziroma avtorsko ustvarjalni, literarno-prevajalski in literarno-vedni pogledi na slovensko poezijo, literarni potopis, kantavtorstvo in satiro v tretjem desetletju 21. stoletja so predstavljene v zajetnem festivalnem berilu Recept Liricon 21 in bodo predstavljene v pofestivalni videoantologiji Liricon 21 v koprodukciji regionalne televizije VTV. K podelitvi Liricon Festovih nagrad in priznanj za leto 2026 vabim vodjo Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Marka Pritržnika, vodjo Liricon Festa Iva Stropnika in predsednika uprave Velenjske knjižne fundacije Jožefa Kavtičnika.
Strokovna žirija Liricon Festa je za letošnje festivalno prevajalsko priznanje Liriconov Zlat 2026 izbrala v slovenščino najtehtneje prevedene pesmi več poljskih avtorjev in avtoric v prevodu enega književnega prevajalca. Dobitnik prevajalske plakete Liriconov Zlat 2026 je Dušan Milan Pirc, ki je iz novejše poljske poezije za odrasle v slovenščino vrhunsko prevedel festivalni izbor pesmi več poljskih avtorjev in avtoric. Prevajalca dobitnika prevajalske plakete Liriconov Zlat vabim na oder. Dušan Milan Pirc je poljsko-slovenski književni prevajalec, pesnik in ljubiteljski kulturnik. Že več desetletij živi in ustvarja v Velenju. V tandemu s soprogo Jadvigo sta v Gorenju 30 let skupaj prevajala predvsem poslovno in tehnično literaturo. Zasebno pa je Dušan vse skozi v slovenščino prevajal in še prevaja bolj za dušo kot prevajalski kruh, zlasti sodobno poljsko poezijo. Dušan Milan Pirc sodi med tiste tihe, a izjemno pomembne posrednike med kulturami, katerih delo pogosto presega zgolj prevajalsko dejavnost in postane dejanje kulturnega spomina, etične občutljivosti ter literarne predanosti. Njegov več desetletni opus slovenskih prevodov iz poljščine, zlasti poezije, je dragocen. Pirčeve prevode odlikuje izjemen posluh za pesniški jezik. V prevodih zna ohraniti zgoščenost, ironijo, notranji ritem in semantično večplastnost izvirnika, pri čemer slovenski jezik nikoli ne deluje kot posredniški kompromis, temveč kot polnokrvni literarni izraz. Presenečen sem bil, da sem dobil to priznanje za toliko in toliko let prevajanja. Mogoče me majhen manj poznajo po knjižnih izdajah te literature oziroma poezije poljske. Žal nismo tržno zanimivi, zato pa toliko več sodelujem od časa do časa. Ivo Štropnik mi je dal nekajkrat priložnost, da sem svoje prevode tu objavil in hvala mu, hvala Liricon Festu, hvala tudi na koncu koncev Velenju, da sem na svoja stara leta pa pravzaprav dosegel tisto, čemer sem več hodil, ker sem bil pravzaprav že od vsega začetka pesnik, pisatelj, prevajalec, ne pa delavec v marketingu, kjer sem preživel 35 let v Gorenju. Kaj je bistvo dobrega prevoda? Ja, prvo poznavanje jezika in enega in drugega, se pravi svojega jezika, v katerega prevajaš, se pravi slovenščino, poznavanje recimo konkretno poljskega jezika, finese in mogoče včasih nekateri pravijo, da sem preveč oseben, poznavanje ljudi, naroda, njihove kulture, njihovega razmišljanja. Ni treba, da se strinjaš z njimi, pa kaj takega. Jaz sem mu to veliko priložnost, ki mi je bila dana, da sem del družine, ki jo imam, spoznal in uvozil z Poljske, tako da jaz imam s Poljsko praktično ves čas kontakt, ogromno imam prijateljev, bil sem gor tudi 3 leta na univerzi kot lektor slovenskega jezika, ogromno prijateljev in to je mogoče bila neka dodatna šansa, da sem
uspel to poljski jezik oziroma poljsko poezijo ne samo prevesti, ampak prenesti v slovenski jezik. 10. podeljeno vseslovensko festivalno nagrado Krilata želva za najboljši slovenski knjižno objavljen literarni potopis preteklega leta prejme slovenski pisatelj, književni urednik, potopisec Andrej Blatnik za potopis Besedi nasledi, lovljenje knjig v Južni Aziji. Tudi letos je literarna nagrada Krilata želva denarna, 1500 evrov. Andrej Blatnik je pisatelj, izredni profesor za založniške študije na Univerzi v Ljubljani in književni urednik pri Cankarjevi založbi, kjer od leta 1996 med drugim ureja edinstveno potopisno knjižno zbirko Spoti. Blatnikova knjiga Besedi nasledi predstavlja izjemen in izviren prispevek k sodobnemu slovenskemu literarnemu potopisju. Delo presega klasično razumevanje potopisa kot zgolj opisovanja krajev in poti, saj avtorov potovanje po Južni Aziji oblikuje predvsem kot raziskovanje sveta knjig, branja in literarne kulture. V ospredju niso le mesta, pokrajine in ljudje, temveč knjigarne, antikvariati, založniške zgodbe ter srečanja z bralci, prodajalci knjig in pisatelji, ki ustvarjajo posebno kulturni zemljevid prostora. Prav zaradi svoje izvirne zasnove, visoke literarne kakovosti, esejistične poglobljenosti in pomembnega prispevka k sodobni slovenski književnosti si knjiga Besedi nasledi nedvomno zasluži Krilato želv 2026 za najboljši slovenski literarni potopis preteklega leta. Meni to pomeni zelo veliko, ker sem izjemen ljubitelj potopisov in razen tega je šla ta nagrada moja v dolgo vrsto zelo dobrih prejemnikov, celo vrsto teh avtorjev izjemno spoštujem in se mi zdi, da to hkrati tudi pomaga, da potopis bolj jemljemo kot neko resno literarno vrsto, saj je načeloma ta nagrada namenjena takemu potopisu, ki ni tako zelo reportažen, ki ne samo, da seznanja s svetom, ampak tudi seznanja s tem, kako tisti, ki potuje na ta svet, gleda. Se pravi, kaj je dober potopis? Za mene je dober potopis zlasti tisti, ki morda ne pove toliko, kje se potuje in na kakšen način se potuje, ampak kaj se dogaja znotraj, ko človek potuje, torej kako se spreminja tako človek kot svet, ki ga on opazuje. Že 23. v Velenju podeljeno mednarodno Pretnarjevo nagrado, častni naslov ambasador slovenske književnosti, letos prejme makedonski književni prevajalec in dramaturg Darko Spasov. Darko Spasov je makedonski prevajalec in dramaturg iz Skopja, velik poznavalec slovenske književnosti, ki že več kot 2 desetletji pomembno povezuje slovenski in makedonski kulturni prostor. Počivaj malo, študirajo že. Je treba zadihati. Jaz imam treba za to. Študiral je južnoslovansko književnost, češčino in beloruščino na Univerzi svetega Cirila in Metoda v Skopju.
prevajanju slovenske književnosti pa se je intenzivneje posvetil po večletnem bivanju v Sloveniji. Poleg prevajanja deluje tudi kot kulturni organizator, gledališki ustvarjalec in dolgoletni promotor slovenske književnosti na Balkanu. Med drugim je sodeloval tudi s priznanim slovenskim režiserjem Tomažem Pandurjem pri njegovi zadnji gledališki predstavi v Skopju. Je eden tistih ustvarjalcev, ki svojim delom že vrsto let gradijo most med slovensko in makedonsko kulturo. V makedonščino je prevedel številna dela sodobnih slovenskih avtorjev, med njimi Draga Jančarja, Borisa Pahorja, Tadeja Goloba, Andreja Rozmana Roze, Svetlane Makarovič, Barbare Simoniti, Saše Pavček in drugih. Na 25. Liricon Festu v Velenju podeljujemo mednarodno Pretnarjevo nagrado 2026, slovensko zahvalo, letos s častnim naslovom ambasador slovenske književnosti, makedonskemu književnemu prevajalcu in dramaturgu Darku Spasovu za večletno mednarodno povezovanje slovenske in makedonske literature in kulture, za književno prevajanje ter posredovanje novejše slovenske književnosti v makedonski pogovorni prostor. Mednarodno Pretnarjevo nagrado oziroma častni naslov ambasador slovenske književnosti bodo Darko Spasovo ob makedonski in slovenski himni ter v imenu Liricon Festa, slovenskih pesnikov, slovenske književnosti in jezika podelili. V imenu slovenskih književnikov in slovenske kulture izbrani slovenski književnik Tone Peršak. Vodja urada za družbene dejavnosti mestne občine Velenje Marko Pritržnik, predsednik uprave Velenjske knjižne fundacije Jožef Kavtičnik, ustanovni pobudnik mednarodne Pretnarjeve nagrade in vodja Liricon Festa Velenje, pesnik Ivo Stropnik. Jaz sem ginjen. Vabljeni k besedi, mikrofon je vaš. Kot se spodobi, najprej ste makedonsko himno, jaz bom v slovenščini najprej spregovoril. Ginjen sem, res. Lepo je. Res je. Jaz, kot sem delal, nisem pričakoval, da pride
trenutek. Ampak vedno, ko nekaj delate, pričakujte, da nevede pridajo časi, že to, vse to, kar sejete, to že žejete. Bodite dobri, bodite bistri, zbrani. Vse, kar naredite, pride nekdo in reče, to je dobro, to ni dobro. In v makedonskem jeziku, jaz sem mnogo srečen. Благодарам на сите македонци. Ще я читал словенечката литература. Благодарам на Мита, на Гьоко, на Наташа, на цел свет, на Ивана, Дарко, на сите, на Дамјан, на цела Македонија, на Искра. Јас сум многу среќен. Фала ви. Na nagrade verjamem, da noben ne pričakuje, da bi dobil. Koprnimo pa, želimo si, tako potihem. Ko pa pride tako malo zmeden, vesel, v Velenju je čudovito, to so krasni ljudje. Jaz sem prišel iz Makedonije, pa je prišel še en kolega iz Makedonije, pesnik. Jaz sem nagrajenec, on bom verjetno jutri nagrajenec. Tu sem srečal toliko ustvarjalcev, Velenje je kot, ne vem, kot Pariz. Jaz sem imel občutek, včeraj sem rekel, pogledajte, dežuje, dajmo plesati na dežju. Super je, pa nagrada je tako resna, da dobimo, recimo jaz sem dobil, da imam častni naslov ambasador slovenske književnosti. To zavezuje, pa bo še naprej bom delal. Ker imam rad Slovenijo in Velenje. Čestitke Pretnarjevemu nagrajencu Darku Spasovu, ambasadorju slovenske književnosti v Makedoniji. Prišli smo do vrhunca akademije, 21. podelitve osrednje Lirikonfestove književne nagrade Velenica čaša nesmrtnosti 2026 za vrhunski 10-letni slovenski pesniški opus za odrasle v 21. stoletju, ki pomembno zaznamuje novejšo slovensko umetniško literaturo. V slavnostno podelitev nas bo pred vilo Bianca, ki v teh ne najbolj sončnih predpoletnih dneh prijazno gosti že tretji dan 25. Lirikonfesta, pospremil plesno glasbeni duet slovenske in nizozemske umetnice Burje Podlesnik in Rozine Langbroek s plesno glasbenim performansom poimenovanim Čaša nesmrtnosti. Še predtem pa sta tu za nas, za polepšavo duše, dueta Tanta 2 in Lucier, v pozdrav laureatom in drugim gostom Lirikonfestove akademije Poetična Slovenija 2026. Utrgan zvon čez strehe tava, kresnice, zlomljene blazni, polegli so kostani krokodnjaka, spod cvetnih piramid ječi, korito zgrizla je milina, na britev curek pada, brezumno kri v prah povija, zaspana smrtna serenada. V oknih bezgovi obrazi, mrčesnih pecljev do srca, zviri zgrebejo v suhi važi, beslunjeni od slepega neba. Korito zgrizla je milina, na britev curek pada, brezumno kri prah povija, zaspana smrtna serenada. V
Natrgan zvon čez strehe tava, kresnice, zlomljene blazni, pogled visoko stani krog vodnjaka, spod cvetnih piramid ječe, kolito zgrizla je milina, na britev curek pada, brezumno kril prah povija, zaspana smrtna serenada. Visoko čelo je imel, na gubah potrujoče barke, pod krovom vino in noči zgorele, ob ljubicah harmoniki veseli. Na peči sem sedel in nisem razumel, zakaj tako mati joče, v rokah papir, na papirju barki dve. Večer preraste zidove, zvonjem toplih obal, pod krovom vino in noči zgorele, vse pot do doma rožljajo v meni. Čez kopita kamnov ob cesti, pšenični val v bisago pljune, po slikani kitari se odpirajo ciganski boki. Zvezde večerne žarijo v nedrah vaških devic, brkati privatnik opeta si kšeft, zbranost pretresa občinstvo. Večer preraste zidove, zvonjem toplih obal, pod krovom vino in noči zgorele, vso pot do doma rožljajo v meni. Vse smo si kupili, le še majhno punčko radi bi dobili, ker je že v navadi tako.
Punčka mora biti in mora nas ljubiti, brati naše želje, da nam bo veselje in da se postavimo z njo. Teci, punčka, teci, življenje ima zate nabrušeno. Teci, punčka, teci, šla mu tako ali tako ne boš. Teci, punčka, teci, pod brezčutnimi zvezdami. Teci, punčka, teci, življenje te lovi. Naša mala punčka, naša mala ljudka, kadar boš odrasla, zakon nekoče konča. Ti ga boš ljubila, on te bo podrl, vsak se grad v vlakih sproti bo podrl. Sama boš na polju sveta. Teci, punčka, teci, življenje ima zate nabrušeno. Teci, punčka, teci, šla mu tako ali tako ne boš. Teci, punčka, teci, pod brezčutnimi zvezdami. Teci, punčka, teci, življenje te lovi. Naša mala punčka, naša mala ljudka, kadar bo odrasla, bo pa prostitutka. Ali pa solidna gospa. Svet morda takrat otroško bo igrišče, ali pa mogoče prazno pogorišče. Naj se znajde kot in znak. Teci, punčka, teci, življenje ima zate nabrušeno. Teci, punčka, teci, šla mu tako ali tako ne boš. Teci, punčka, teci, teci po gluhi ulici. Življenje z tisoč noži, življenje te lovi, življenje te lovi, življenje te lovi. To naš mali, zakajeni in zagajni bife, v njem preživljam puste dneve v temnem kotu slone. Zunaj sončen dan prepeva, mimo grejo ljudje, moja pot pa zmeraj vodi v temni varni bife. Tararataj, 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 tararataj. Vzame čas se je ustavil v tem bifeju, živim, sploh ne vem, na kaj še čakam, pijem džin in kadim. In te neonski svetlobi gledam druge ljudi, ki se menijo ob kavi vse mogoče reči. Tararataj, 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 tararataj. In vsem sem na tekočem, vse novice izvem, pa čeprav nikdar nikamor in k nikomor ne grem. Jaz bi fejska, sem rastlina, to je zdaj moj poklic. Vse kar dan kdaj od sebe je kak klaverna novica. In življenje hodi mimo, on kaj mazanih šip, sem pa tja se kdo ustavi, se ozrele za hip. Moja faco zamorjena v moje sive lase, jaz pa le z roko zamahne, pejte k vragu ljudje. Tararataj, 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 tararaj, tararaj, tararaj. Oh yeah.
Trde zemlje se otipa, že od nekdaj budem sanja. Kdo je videl, kar sem jaz? Kdo je slišal tisti glas? Ja, ja. Ta ne čuti več prezira, ta si nova pot avtira, ta si nova pot avtira, brez vas. Po vesoljih se potepa, proti toku se zaganja, trdobučne že vse otepa, že od nekdaj buden sanja. Vidno je in vidno bo, med to množico nekdo, ja, ja, ki se truplerec ne bi, da v mislih poleti, da v mislih poleti, brez vas, brez vas. in čarobni sveta znanja. Trde zemlje se otepa, že od nekdaj buden sanja. Vedno je in vedno bo, med to množico nekdo, ja, ja, ki se truplerec ne bi, da v mislih poleti, da v mislih poleti, brez vas, brez vas, brez vas, brez vas. Spoštovane in spoštovani, pred nami je sklepni del slavnostne akademije 25. Liricon Festa. 21. podelitev vseslovenske književne nagrade Velenica Čaša nesmrtnosti 2026 za vrhunski 10-letni pesniški opus za odrasle v 21. stoletju. In ob 20-letnici podeljevanja nagrade, prva podelitev jubilejne festivalne nagrade, jubilejna Velenica Čaša nesmrtnosti 2026 opus sumum za ponovni vrhunski 10-letni slovenski pesniški opus za odrasle v novem desetletju 21. stoletja. Podelitev nagrad bo pospremil plesno-glasbeni duet slovenske in nizozemske umetnice Burje Podlesnik in Rozine Langbroek s plesno-glasbenim performancom Čaša nesmrtnosti, ki črpa navdih iz istoimenske Aškerčeve pesnitve ter skozi preplet giba in violine raziskuje hrepenenje po preseganju minljivosti. Uživajte.
Hvala Buri in Rozin za plesno glasbeno stvaritev. Za vseslovensko književno nagrado, ki je tudi letos denarna in znaša nespremenjeno 5000 evrov, letos porazdeljeno z jubilejno nagrado za 2 laureata, torej 2x 2500 evrov, je Lirikon Festov umetniško-strokovni sosvet izbral 6 ožje nominiranih vrhunskih slovenskih pesnikov in pesnic za dvoletno obdobje 2025 in 2026 in sicer so to Petra Bauman, Tatjana Pregl-Kobe in Jože Štucin, oziroma za dvoletno obdobje 2026-27, to so Živa Čebulj, Nina Medved in Matej Mertnik. Ob 20-letnici podeljevanja Velenice čaše nesmrtnosti bomo letos prvič in najprej podelili jubilejno Velenico čašo nesmrtnosti 2026 Opus Sumum. Podeljujemo jo pesniku izmed laureatov Velenice čaše nesmrtnosti 2006-2025 za ponovni vrhunski 10-letni slovenski pesniški opus za odrasle v novem desetletju 21. stoletja. Laureata Milana Dekleva smo razkrili že pred dnevi. Milan Dekleva je pesnik, pisatelj, dramatik, publicist, novinar, urednik, skladatelj in glasbenik ter velja za enega najpomembnejših sodobnih slovenskih in evropskih književnikov. Dekleva je znan predvsem po svoji poeziji, v kateri združuje filozofsko razmišljanje, igrivost jezika in vplive vzhodnjaške misli. Pesniški opus Milana Dekleve predstavlja eno najobsežnejših, najbolj raznolikih in hkrati notranje prepoznavnih ustvarjalnih stvaritev v sodobni slovenski književnosti. Poleg poezije piše tudi romane, eseje, drame in dela za mladino. Za svoje bogato literarno ustvarjanje je prejel najvidnejše državne nagrade, med drugim tudi leta 2008 čašo nesmrtnosti. Letos pa mu na jubilejnem 25. Lirikon Festu Velenje podeljujemo posebno, prvič podeljeno slovensko književno nagrado, jubilejno Velenico čašo nesmrtnosti Opus Sumum za ponovni vrhunski 10-letni slovenski pesniški opus za odrasle v novem desetletju 21. stoletja. Čestitke laureatu v imenu številnih pesniških duš. Poezijo nehamo slaviti v tistem trenutku, ko se začne svetovno prvenstvo v nogometu. Ampak vendarle upam, da se bomo posvečali še naprej v tem brutalnem svetu, v katerem je jezik postal kloaka, ki poziva k genocidom, etnocidom in tako naprej. Zato se mi zdi še toliko bolj pomembno, kajti Garcia Lorca je rekel, poezija, to je krstna, mračna, temna voda, ki zaradi tega, ker nas sooči silovitim čustvom smrtnosti. Torej je tudi v tem smislu lahko edina odrešenica, ki nam vrača vsaj upanje, da je svet lahko tudi nežen, razumevajoč in solidaren. Zdaj pa sam par besed, se ne bom težil. V začetku je bila ljubezen do besede
In ljubezen do besede je bila pri človeku. In ljubezen do besede je bila človek. V začetku življenja smo z ljubeznijo do besed obdarjeni vsi. Stara resnica je, da je ljubezen lažje odpoditi od sebe, kot jo v sebi zadržati. Namesto, da bi besede ljubili, jih začnemo uporabljati. Z besedami razmišljamo o tem, kako lahko svet izkoristimo in si ga pokorimo. Še opazimo ne, kaj se je spremenilo. Čeprav z besedami brez sramu se okoriščamo in si jih lastimo, ne zvenijo nič drugače. Nažalost pa v novi vlogi izgubijo pomen. V možganih, ki z besedami kalkulirajo in manipulirajo, v ustih, ki jih izrekajo, ostane zgolj njihov namen. Govorica postane orodje ljudi, ki si domišljajo, da vedo, kaj je narava. Ljudi, ki so prepričani, da je narava neskončen skupek integral izrabljivih stvari. Uporabnost sveta postane sopomenka za ustvarjalnost. V takšnem svetu imajo blaženost, torej občutek največje sreče, v rokah diktatorski politiki in rablji. Ožigosani s pečatom sužnjev so vsi ostali. Brezoblična množica, kot slišimo govoriti družbene elite. Pesniki se ne smemo sprijazniti ali biti celo zadovoljni s socialno stigmatizacijo. Naša naloga je, da obrnemo hrbet sramotnemu retoričnemu nasilju in pohlepu in besede ljubeznimo pospremimo nazaj k izveru, k človekovi izvernosti. Kam že? Ah, seveda, v začetku je bila ljubezen do besede. Hvala še enkrat vsem. Hvala Juri. Tudi jaz sem ginjen in ganjen, tako kot gospod Spas. Danes bolj malo, kot slišimo, razpasla se je nasprotna opcija videnja sveta skozi grožnje in skozi izmerjavico, ki se ne more pripeljati do drugega kot do nestrpnosti med ljudmi, kar je žalostno. Poezija je pravzaprav potem zadnji branik te velike skrivnosti, ki rečemo čudež otroštva, čudež na to lepoto sveta, ki jo moramo očuvati, čudež tega, da se lahko s svetom igramo, ne pa samo, da ga izkoriščamo. Veliko literarnih nagrad ste dobila, ne? Kaj pomeni zdaj tale čas na jubilejno Veljenica? Ja, Velenje, tukaj je nekaj posebnega. Res, vedno sem rad prišel v Velenje in to prijateljstvo, to druženje, ta solidarnost med pesniki je enkratna in tukaj se človek res dobro počuti, tako da je visoko v mojih čislih. Potem, kako bi ocenili ta Lyricon Fest jubilejni, kot ste ga vi doživeli? Ne morem ga pravzaprav pravilno oceniti, ker nisem bil tukaj ves čas, verjamem pa, da je bil še boljši kot vsi prejšnji, to se pravi, da je tudi v tem smislu lahko smo ponosni, da je doživel tak jubilej, da vsi, ki ga pripravljajo, vztrajajo v tej plemeniti nalogi in upam, da bo imel še dolgo življenje. Literarne nagrade, kaj pomenijo recimo te, ki se v Velenju podeljujejo?
So vse slovenske, so... Ja, jaz mislim, da ja. To je že kar dolgo, se mi zdi. In lepo je, da so tudi, da pokažejo tudi na tiste žanre, ki teh nagrad prej niso imeli. Zdaj govorimo o Krilati želvi, pa tudi zelo pomembno je to, da nagrajujejo dobre prevajalce in da nekateri ljudje postanejo ambasadorji naše književnosti. Jasno. Komu pa je anonimni strokovno-umetniški sosvet namenil Velenico, čašo nesmrtnosti? Letos nam bo razkril vodja Lirikon Festa Ivo Stropnik. Kot delo, ki je skozi desetletja ohranilo estetsko integriteto, miselno globino in visoko jezikovno občutljivost. Prav v tej nepopustljivi zvestobi lastnemu pesniškemu svetu se kaže moč njegovega oposa. Pesniški opus Jožeta Štrocina se v sodobni slovenski poeziji izrisuje kot ena najdosledneje izoblikovanih in notranje povezanih avtorskih poetik zadnjih desetletij. Njegovo pisanje vztraja zunaj hipnih literarnih mod in generacijskih gest. Razvija se počasi z izrazito zavestjo o jeziku, ritmu in ontološki razsežnosti pesniške govorice. Prav v tej nepopustljivi zvestobi lastnemu pesniškemu svetu se kaže moč njegovega oposa. Jože Štrocin je pesnik zadržane, a izjemno intenzivne govorice. Njegova poezija ne stavi na retorični učinek ali programsko gesto, temveč na potrpežljivo gradnjo notranje resonance. Prav zato njegov opus danes učinkuje kot ena pomembnejših kontinuiranih pesniških izkušenj sodobne slovenske literature. Kot delo, ki je skozi desetletja ohranilo estetsko integriteto, miselno globino in visoko jezikovno občutljivost. Jože Štrocin, 1955, je pesnik, pisatelj in glasbeni pedagog. Piše poezijo, tudi hajkuje, ter literarne in glasbene kritike, ljubiteljsko se ukvarja tudi s fotografiranjem. Je član Društva slovenskih pisateljev, izdal je 16 pesniških zbirk, nekatere pod psevdonimom Regina Kralj, živi in ustvarja v Tolminu. Tega sem se najbolj bal. Nimam nič pripravljeno, tudi nikakor ne želim tako stati nikoli pred nikomer na tak način. Sem pa zelo počaščen, da ste se me spomnili tu, da je nekako prišla do izraza tudi moja poezija, ki se očitno prijemlje bolj, kot si sam mislim. Poln sem vedno dvoma, vse, kar napišem, je najprej najniže, šele če nekdo drug prebere, se mi malo dvigne tista radost ustvarjanja, ampak nikoli ne doseže plafona, tako kot bi človek lahko mislil, da poezija lahko to naredi. Hvala lepa res vsem, ki ste se potrudili zame. Že 5 minut. Tako, to je to. Ne, to sem pa imel v mislih.
Tudi tam stoji nekdo, ki je kriv za dve stvari v mojem življenju. Prvič, ko je napisal zbirko hajkujev Muši, muši, sem bil čisto mulc, sem jo znal skoraj na pamet. To je bilo nekaj, kar se mi je zdelo, da je nedosegljiv cilj. In ko me je pokazal bluzovsko lestvico iz F-a, sem odkril bluz, prej sem bil rocker, govorim o šolskih letih, in odprl vrata v jazz. Milan Dekleva. Hvala, Milan. Z občutki. Prvič nisem pričakoval, sem pa zelo ponosen in vesel, da se nekako sliši moj poetični glas tudi tu. Pa da za poezijo to je veliko upanje, da anonimni ljudje, ne anonimni, ampak ljudje od nekje drugje vejo zate, berejo tvoje pesmi, ker ko jih človek napiše, jih pač odda od sebe in so tam. In nikoli ne veš, a sploh kam padejo. Tokrat očitno so. Iskrene čestitke dobitniku 21. valenice čaše nesmrtnosti za vrhunski 10-letni slovenski pesniški opus za odrasle v 21. stoletju, ki jo bo v gaju poezije Velenje ob Velenskem Škalskem jezeru pospremilo laureatu posvečeno visoko rastoče drevo. Tako na 25. Lirikon Festovem Olimpu smo izkazali priznanje in poklon 5 vrhunskim slovenskim in tujim književnim ustvarjalcem. V imenu organizatorja Akademije, Velenjske knjižne fundacije in njenih večletnih glavnih pokroviteljev, Mestne občine Velenje in Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, vas vabim na zdravico in družabni pomenek z laureati in drugimi književnimi gosti 25. Lirikon Festa, festivala liričnega, potopisnega, kantavtorskega in satiričnega občutja. Jaz sem zadovoljen z vseh 25 festivali. Najbolj se spomnim prvega, 2002, to je bil tudi največji. Takrat smo povabili 80 ljudi, smo jih 4 dni gostili, potem pa je bilo tako, da je bilo za te možnosti zmeraj manj sredstev. Hecam se. 25 let je kar neko lepo obdobje. To pomeni za naš prostor, da smo sem povabili preko 1000 pesniških duš in drugih uglednih književnih imen, ki se bodo Velenje zagotovo zapomnili ne samo po nagradah, ampak tudi po druženju, po debatnih omizjih. To je najbolj pomembno od vsega tega, da se tudi s takimi rečmi vrisujemo na literarni, širši kulturni zemljevid Slovenije, Evrope in tako naprej. Te nagrade so postale uveljavljene, ocenjene. Ja, to je pač tako, zdaj ne bomo zašla, zdaj kako je, to je vrhunska slovenska literatura, tudi nagrade so za vrhunske 10-letne pesniške opuse, med njimi so Prešernovi nagrajenci, recimo ponovni 10-letni opus Milan Dekleva, najvidnejša slovenska književniška nagrada, ampak pred leti je bil tudi Velenico. Tako je pač navdušil festivalni izbor in kritike, ki pač mrežijo te nagrade. Torej, poezija živi, produkcija je dobra. Poezija živi, poezija je kraljica besede, mi pri nas združujemo tudi druge zvrsti umetnosti. Lirikon Fest je festival liričnega, potopisnega, tudi Kralata Žerva je za potopis nagrada, 10 let že to podeljujemo, potem tudi glasbo, kantavtorskega občutanja, ker je spet besedilo, zadnji 2 leti pa tudi satiričnega oziroma aforističnega občutja, to pa je deficitarni žanr, ki nekako je prisoten, pa nikjer umeščen in izginja. Tako da vsega po malem za olepšavanje duše, temu rečemo. Letos ste povezali tudi s plesno-glasbenimi performanci? Ja, to je bilo že tudi pred leti, ampak letos je bilo naključje tudi zaradi Burje Podlesnik in rezidenčne skupine 5 umetnic iz Nizozemske, ki so se odzvale povabilo, sklica tematiko in so naredile čudovite kreacije. Ples je pa seveda v naših očeh sodobna materija, ampak to so interpretacije, ki jih imajo mladi jih vnašajo o nek svoj
svoj fokus, mi starejši pa mogoče manj razumemo sodobni ples, tako bi rekel, ampak je zelo popularen in tudi navdušuje mlade po Sloveniji. Kako naprej? Ja, jaz sem vljubil 10 herbeštajnskih srečanj, to so bila predhodna srečanja Liricon Festa, zdaj jih je 25, zdaj če bojo to našo dobo do pokojitve podaljšali, potem bomo še delali, če ne bomo pa dali komu drugemu, literatura bo zmerom živela, organizatorji pa tudi so na svetu. In tudi Liricon Fest bo živel naprej? Ja, če bo tako kot zdaj, prostor je izrazito naklonjen in če ne bi bil prostor, se pravi, naša dva generalna pokrovitelja sta vsa leta Mestna občina Velenje in pa Javna agencija za knjigo, če tega kino ne bi bilo, potem te muzike ali pa tega športa pač žal ne bi bilo.